Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o nadangelu Metatronu. Nadangel Metatron je opisan v knjigi Ko imajo duše žur na strani 318. To je mandala, ki jo je narisala, ustvarila Tina Šnuderl. V glavnem ta mandala je modra, zlata sporočila, nosi nadangel Metatron. Ime pomeni božji sel. Božji sel, ki nosi nam sporočila in nas vodi takrat po tistih poteh, ko gremo skozi najbolj temačna obdobja svojega življenja. V nekaterih virih boste lahko najdeli, da Metatron je zaščitnik otrok, oziroma nadangel Metatron spodbuja nas, da postanemo bolj otroško igrivi, razigrani z radostjo v očeh. Po drugi strani pa nadangel Metatron nas vodi skozi akaške zapise. Se pravi, takrat, ko se je naša duša odločila, da predela najbolj težavna obdobja v svojem življenju, seveda najbolj težavna obdobja, takrat je nadangel Metatron tisti, ki nam sporoča, ki nam nosi te božanske vizije, ki nam odpira poti naprej, ki nas usmerja, ki nas pripelje do ljudi. Veste, ko se ti nekaj prikaže, mogoče nek posnetek, ki ti pomaga naprej na poti, mogoče neka knjiga, ki enostavno te pokliče, nek človek, s katerim se povežeš, enostavno Metatron je ta angel, ki nam želi pomagati takrat, ko imamo res težka obdobja. Zanimivo je, da je nadangel Metatron povezan z energijo Lemurije, Atlantide in tudi starega Egipta. Danes sem delala meditacijo dopoldan in tudi ni prepozno, če boste še danes gledali tale video. Danes je poseben portal 11.11. in tudi če boste kadarkoli namenili nekaj energije temu, da vrnete energije Egipta tja, kamor spadajo. Tisti, ki spremljate moje videe, veste, da sem večkrat rekla, da občasno občutim energijske napade, kot neki energijski vdori. In danes pri meditaciji sem prišla do zaključka, da je tukaj zadaj neka povezava z obljubo moje duše, da bom z energijo zalagala tudi temne energije. Se pravi, pol pridejo po svoje, ker so tukaj zadaj dušne zaobljube. In če se vam večkrat zgodi, da ponoči ne spite, da se prebujate, da imate občutek, kot da vam nabija srce, da poka po omarah in tako naprej, in mogoče, da določene temne energije, bom dala v oklepaj temne, hodijo po del vaše energije. In danes je odlična priložnost, da enostavno vrnete te energije tja, od koder prihajajo. Iz Atlantide in starega Egipta. No in kaj sem jaz delala pri meditaciji? Enostavno sem dala ukaz tem energijam, da se vrnejo v svoj izvor, tja, kamor spadajo. In dejansko zdaj, ko vam to govorim, imam kurjo polt. In nadangel Metatron je pa tisti, ki pomaga pri tem, da se ta energijski del uskladi, da se zaključijo zadeve. Veste, tako kot neke Pandorine skrinjice, ki so se odprle in zdaj je čas, da gre to nazaj. Dajte ukaz tem energijam, naj se sčistijo. Tisti, ki ste povezani in to čute, zdaj, ko tole poslušate, da vas nekaj pokliče, kako naredite to? Lahko si date čisto preprosto glasbo, recimo jaz sem danes poslušala glasbo, YouTube kanal poslušam DNA Awakening. V glavnem všeč mi je ta kanal, ker govori o tem, kako višja bitja nam sporočajo, kako skozi kakšna obdobja zdajle gremo, zakaj je tako pomembno, da delamo na čiščenju podzavesti, da spuščamo, da smo v srčni energiji, da delamo na sebi. V glavnem, v bistvu to je nek kanal, ki mi je prišel pod roke. No in zdaj, če pogledamo,
da je prav nadangel Metatron ta, ki nam pripelje določene rešitve, določene informacije, ki jih rabimo, mogoče določena knjiga, ki enostavno mogoče celo pade iz police, samo z namenom, da jo vzamemo v roke. To je nadangel Metatron. Metatron je ta, ki nas bo pripeljal preko čudnih naključij do ljudi, s katerimi je ostala mogoče nakopičena energija in s katerimi je čas, da se ta zadeva, pač ta energija sčisti. Torej je nadangel Metatron. In prav je, lejte, prepustite se in naj vas ne bo strah sprememb, naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč in lahko proste, nadangel Metatron, pripelji me do ljudi, s katerimi je čas, da počistim energijske vezi. Ne bojte se tega, ker lejte, zdaj je čas zaključevanja karme. In dejstvo je, da tisto, kar je čas, da počistimo, se bo sčistilo. To če nočemo. A veste, to je tako kot tok reke, ki te enostavno nekam pripelje. In bolj kot se upiraš in greš proti toku, več energije porabljaš. Dejansko nič, kar more priti v vaše življenje, ni proti toku. In zdaj, če pa vi proste, pripelji me do ključnih ljudi in mi pomagaj razumeti lekcijo. Ne se bati tega. Se bo zgodilo to, da boste mogoče hitrejš prišli do teh ljudi, hitrejš ozavestili, kaj je vaša lekcija, kaj se učite skozi določen odnos in hitrejš spustili. Zdaj ne vem, kaj vi v tem trenutku predelujete, mogoče vklepanje še nečesa, kar je predstavlja varnost. In če to predelujete, mogoče vas hoče življenje pripeljati do tega, da izpust. Spust varnost, čoln ni zato, da bi bil v pristanu, si v rečnem toku, dovolj si uživati v tej vožnji. Dovolj si uživati v tem, ko te nese tok, ne misliti, potopila se bom, umrla bom. Spusti. Moram vam eno zgodbo povedati. Ena gospa je imela grozen strah pred tem, da ji bojo umrli otroci. In zdaj v tem življenju, v tem trenutku in v neki situaciji, ko res predeluje najbolj ključne odnose, ki jih mora predelati. In v bistvu ne naredi ključne korake zaradi tega, ker jo je strah, da bo izgubila otroke, strah, da ne bo mogla preživeti otrok. In v glavnem, od kje izvira ta strah? Dejansko sva prišli do zaključka, da strah izvira iz enega daljnega življenja, še v času Keltov, ko ji je bil dobesedno iz naročja iztrgan otrok in je bil razkosan pred njenimi očmi. Potem sva prišli do enega drugega življenja, ko je živela v Angliji in tam ni mogla preživeti otrok. In v bistvu se mogla odpovedati otrokom. In v bistvu zdaj pa predeluje prav to. Spusti. No, včeraj sem pa vzela v roke zvečer knjigo Modrost duš. Potovanje duš, usoda duš, pa modrost duš. In v glavnem, takoj na začetku je zgodba, ki piše o tem, kako je ena gospa zbolela za rakom na jajčnikih in ni bilo jasno, kaj je njena lekcija. In je šla na hipnoregresijo, to, kar pač oni delajo, na tem inštitutu, kjer pač, v glavnem ne znam vam točno razložiti, v glavnem preberite knjigo. In je ona prišla do zaključka, da dejansko ona predeluje eno drugo življenje, kjer je skrbela za vse, kjer ni znala poskrbeti za sebe in dejansko ona sama je duša njene babice. Se pravi, njena babica je umrla za rakom na jajčnikih, pustila 2 majčkeni hčerki brez mame, dobesedno siroti. Pač mama je prezgodaj umrla in v tem življenju ima občutek, da je svoji mami mama. In druga stvar, tudi v tem življenju skrbi za vse hoče poskrbeti in njena naloga je bila, da bi se naučila spuščati, poskrbeti za sebe
in predvsem mogoče postaviti meje. Veste, te stvari so res zanimive. In ko vi prosite, recimo sploh nad angela Metatrona, ko ga prosite, pomagaj mi do razjasnitve, da razumem, boste prišli do informacij, se vam bo utrla misel in naenkrat bo prišel tisti aha moment, boste rekli, zdaj pa razumem. Nekaj vas pokliče, zdaj pa razumem. In zdaj pa naslednja stvar, kar je potrebno razumeti. Razumeti je treba, da imate v sebi moč. No in spet, nadangel Metatron pomaga pri razvoju kronske čakre, se pravi pomaga pri tem, da začne kronska čakra delati vsej svoji moči, da se poveča pretok. In seveda, zdaj pa, ker je ta pretok kronske čakre povezan točno s temelji, s prvo in z drugo čakro, vpliva na to, da razrešite najbolj temačne odnose. Prav tisto, kar vas najbolj vleče navzdol, dobesedno vas želi pripeljati do tega. Nadangel Metatron spodbuja predanost, vztrajnost in zaupanje. Vedno ga pokličite takrat, ko rabite širšo sliko. Čisto preprosto, kako to naredite. Glejte, ne rabite ure in ure nekje meditirati, ampak dovolj je, da se umirite, dih je osnovna energija. Jaz vam govorim, kaj jaz delam. V trenutku, ko zamižim, vdihnem, izdihnem in sem sproščena. Tako hitro to deluje. V trenutku lahko samo vprašam, nadangel Metatron, kakšno sporočilo je ta trenutek za ljudi, ki gledajo moj kanal. Odgovor je prišel, vzem v roke karte. Ok, vzela sem v roke karte. In zdaj bo prišlo sporočilo za vas, tisto, kar vi potrebujete. To, kar je ta trenutek za vas najbolj pomembno, bo prišlo ven. Za vas je, prišla zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, moje telo ni smetišče. Hranim ga z ljubeznijo in to je ljubezen do sebe, zato ker se imam rada in zato ker cenim svoje telo, posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Vse, kar packa mojo dušo in vse, kar packa moje telo, naj ta trenutek odide. Zdaj pa to je moja moč. Jaz dajem temu svojo moč. Se pravi, osnova za vas je, nehajte packati svoje telo. Naslednje sporočilo za vas, nadangel Metatron. Prosim, sporoči ljudem, kaj je ta trenutek pomembno. Vi ste stvarjenje, povezani ste z izvorom stvarstva. To drevo, bohinjsko drevo, je energija, veste, kako ga doživljam. Zadnjič, ko sem govorila z gospodom, se pravi, kaj je Matija Krajnik, je rekel, da Triglav je kot portal, je vznožje velikega drevesa in ko sem mu pokazala tole drevo, je rekel, to je to. To je na energijski bazi drevo, a sem vam to že pravila, ne vem, pa se ni važno, pa nekomu povem, pa ne povem, v glavnem, drevo, ki gre čez celo Evropo, ne Katarini Vidmar sem to razlagala. In dobesedno je točno tako drevo. V meditaciji sem videla, naj Katarina nariše cvetoče drevo. Matija je videl lipo, jaz sem videla cvetoče drevo. Ampak dejstvo je, da Katarina, ko je narisala, lejte, najprej korenine, je ozelenelo drevo slovenstva. To smo mi, veliki srčika duše. To smo mi. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in obiljem. Jaz sem plodnost in obilje. Zdaj pa začnite razmišljati, s čim lahko vi prispevate k svetu. Se vem, ne morem, nimam denarja, nimam denarja. Juhu, jaz ga tudi nimam, na koncu koncev. Ampak vedno ga imam. A ni nekaj neverjetno? Nekaj neverjetnega. Včeraj je bila Katarina Vidmar pri meni
in mi prinesla sliko obilja, drevo obilja, ga bom enkrat semle prinesla, da ga vidite. V glavnem, in dejstvo je, da za to drevo obilja sem jaz rekla, da ga bom kupila, ko bo prvi denar prikapljal iz Nemčije, preko kart prehodu na vodobo. In vam povem, je prikapljal tako konkreten denar iz Nemčije in sem rekla, Katarina pokličem, sem rekla, juhej, Katarina, prinesi mi drevo. Imam denar in sem rekla, ko se jaz kopam v obilju, prva stvar, midva se skupaj kopava v obilju. Veste, vedno bi lahko rekli, joj, nimam, ne da se. Ali pa recimo, 2 leti nazaj sem dobila kazen, ena inšpektorica me ima neizmerno rada, ker sem na spletni strani napisala, da česen deluje proti driski in sem dobila kazen 1200 evrov, ker s tem zavajam ljudi, ker lahko kdo od tega umre. No, v glavnem, sem se pritožila in sva šli na sodišče in v glavnem, sodišče je potem odločilo, da pač nisem kriva. Ampak jaz sem se odločila, da ta denar ga dam naprej. Da enostavno ta denar ga dam v dobrodelne namene ali pa ga bom dala državi. Nisem razmišljala, nimam denarja, ne morem, prasica, kako more, ni važno. Ona pač dela svojo službo in pač, rečemo tako, ni razsvetljena. Deluje na svoji stopnji zavedanja. No, v glavnem, in prejšnji teden je bila pa ena gospa pri meni, kjer njen svak je na Madagaskarju, je misijonar in sem dobila danes sporočilo z vsemi kontakti, kam nakažem denar. Juhej! Človek bi rekel, pa ne moreš biti srečen, ko plačuješ. Ja, sem! Glejte, to pomeni, da jaz s tako radostjo bom plačala in Katarini za sliko in na Madagaskar, jaz tem odpiram vrata obilja meni. To delam. V glavnem, ko vidiš, da lahko, pa saj ne gre se za to lahko, gre se za to, s kakšno energijo plačaš. Samo za to se gre in denar pride. Samo za to. Če vi vsakič, ko morate plačati, vas stisne, joj, nimam, ja, to je vibracija pomanjkanja. Tako da očitno vam Metatron tole sporoča, pa dajte začeti že živeti enkrat v obilju. No, zdaj, če pogledamo tukaj naprej. Metatron, ti si vodnik skozi najbolj temačna obdobja mojega življenja. Prižgi mi luč na koncu predora, da lahko vidim, da je upanje, da je svetloba, da svetloba obstaja, da obstaja dobrota. V srcu mi prižgi plamen vere, da bom zmogla občutiti prisotnost angelov tudi takrat, ko je videti, da sem popolnoma sama. Vem, takrat, ko je videti, da so te vsi zapustili. Ampak glejte, ta strah pred izgubo, pa če se zdaj vrnem na zgodbo te mame, ki jo je strah, da bi izgubila otroke, še ta strah iz preteklih življenj, ko enkrat razumeš, da sploh ne moreš biti sam, da so otroci samo tukaj, so se rodili skozi tebe in so tukaj. In zadnjič sem nekje prebrala, da kaj pomeni biti uspešna mama. Uspešna mama pomeni takrat, ko te otroci enostavno ne potrebujejo več. A ni to dobro? A ni to dobro, da so samostojni, da zrastejo? In to je edini namen otrok, da jih pripelješ do odrasle dobe in da potem lahko samostojno korakajo naprej. Nadangel Metatron, odkleni moj božanski potencial in mi pokaži, kako naj notranjo duhovno moč uporabim za najvišje dobro vseh ljudi. Naj vam pokaže vašo pot, vašo kreativo, vaš prispevek svetu. Nekje ste dobri, nekje ste najboljši. In s tem, v čemer ste najboljši, lahko prispevate k dobrobiti sveta in verjemite mi, imeli boste vsega dovolj. Nadangel Metatron, prosim, vodi me do pravih ljudi,
da se povežemo v veliko božjo luč prinašalcev svetlobe na zemljo. Pomagaj nam pri čistem medsebojnem povezovanju in delovanju v najvišje dobro vsega človeštva. Naj se zgodi. Naj se zgodi. Nadangel Metatron, prosim, okrepi moje delovanje, vero in zaupanje. Svoje delo predajam v tvoje roke. Napolni mi z novimi idejami, ki bodo na številnih področjih koristile človeštvu. To dela nadangel Metatron. Nadangel Metatron želi sporočiti, da ko smo mi v kreaciji, ko smo mi v pretoku te energije, mi s tem dvigamo vibracijo. Pojmo še na Oshotove karte. Nadangel Metatron, katero sporočilo je zdaj najbolj pomembno za ljudi, ki gledajo tale kanal? Preboj! Wow! Kakšna je energija! Poglejte to! Čisti preboj! Joj, kaj bi imeli raketo pod ritjo, tako deluje tale nadangel Metatron. Kot bi se usedel na raketo in gre samo naprej. Nadangel Metatron vas bo ponesel naprej. Dovoljte. In zdaj naslednja stvar, nadangel Metatron, kaj je naslednja stvar? Glejte, dve karte sta prišli in sicer predajte to, kar vas izžema, predajte njemu, naj on uredi. Glejte, jaz takrat, ko sem iskala, kje bom živela, sem enostavno rekla, ne najdem, najdite mi. Predajam vam, angeli, vodniki, vi mi najdite, kje bom živela. In nisem niti enega glasa več pogledala, ker sem v popolnosti zaupala, da prava rešitev, to, kar bo v najvišje dobro vseh, bo prišla v moje življenje. In sem prišla k tako dobrim ljudem. Glejte, tukaj v hosti, Košanova, Mirko in Olga sta meni tako, kot da bi dobila dodatna še enega očeta in še eno mamo. Mislim, kaj ne vam rečem kot to, da sem lahko samo hvaležna in Darja, hčerka njuna, je tako kot moja sestra. Mislim, kaj ne rečem, jaz sem samo hvaležna, zdaj mu pa jokala. Vsakič pa jokam, ko začnem to govoriti, ker vidim ta čudež, kako te pripelje tja, ki se v najboljših sanjah ne bi mogel niti zamisliti. Tako delujejo te nebesne sile. Jaz se vam opravičujem, ampak ja, vsakič, ko govorim o tem, kako so se v mojem življenju zgodili čudeži takrat, ko sem bila najbolj na tleh, najbolj sama, ko enostavno nisem vedela, kam naj grem, se ti dobesedno naredi takole čudež pred očmi, ko zaupaš v angelsko podporo. Tako delujejo te stvari. Res zaupajte, samo zaupajte. Še eno sporočilo. Vodstvo. Vodstvo. Samo vodstvo. Za konec tegale videa vam bom rekla samo to. Vsak dan delajte na tem, da se umirjate, da lahko slišite vodstvo. Kolikor časa imate prepih v glavi, ko vam dela 1001 misel, ko razmišlja, kako bo, če ne bo, če bo, bi bilo. Spuste. In se oddaljite od tega stran in za začetek začnite kontrolirati svoj Zdaj pa s čim? Začnite moliti. Jaz sem začela moliti tudi takrat, pa še vedno molim. Dve ključni molitvi sta tisti, ki sta mi najbolj pomagali. Ena molitev je Zdrava Marija. Bili smo na Blejskem otoku, ko je bila, ne vem, nek praznik in smo se tja peljali, bilo je zastonj, zato smo pa šli na otok z gondolo, zato ker je bil cerkev plačala prevoz. Da rekla, joj, Miga je res Gorenjka, res sem Gorenjka. V glavnem, šli smo k maši pa še na otok, v redu. Ampak župnik, ki je takrat pridigal, je neverjetno govoril o materi Terezi, kako je ona molila molitev.
Zdrava Marija, milosti polna, samo to je molila. Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. In to je ponavljala. Ampak zdaj pa, če pomislimo, da to damo v prvo osebo. Jaz sem ženska, ki sem blagoslovljena. In blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Naprej ne znam, v glavnem. Ampak to. Zdrava Marija, milosti polna. Blagoslovljena sem med ženami. Blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. V bistvu nekako sem si to ponavljala. Druga stvar je pa Oče naš. Očka moj, ki si v mojem srcu, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k meni tvoje bogastvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Hvala ti za moj vsakdanji kruh in odpusti mi moje dolge, kakor tudi jaz odpuščam mojim dolžnikom. In pripelji me k rešitvi, da se rešim vsega hudega. Amen. Glejte, to je na strani 241 v knjigi, Ko imajo duše žur. Začnite moliti, zato da boste utišali svoj prepih v glavi. Takrat, ko boste imeli pa ta mir, boste lahko slišali tudi sporočila, ki jih angeli ne šepetajo. Angeli jasno govorijo, kaj je treba narediti. Ampak včasih je ta hrup v naši glavi tako močan, da pač ne moremo slišati. Tako da, ja, uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov in boste videli, vse se bo zgodilo, vse je v redu. In s tem, ko vse to delate, povečate kreacijo tukaj na zemlji in obilje vsega dobrega, vsekakor prihaja v vaše življenje. Uživajte in ja, v glavnem imejte radi pod prvo svoje telo in vse, kar je povezano z vami.